Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije AZ, v današnjih dogodkih smo v gosteh v Turjancih, namreč pri podjetju GMV Turjanci in pogovor bo tekel z direktorico Petro Weindorfer. Petra, hvala za gostoljubje, ki ste nam ga izkazali pri vas v domači firmi. Malenkost. In seveda govora bo o tem, kar je že javnost dokaj dobro seznanjena, pa vendar. Gre za razpis občine Ljutomer, na katerega ste se prijavili kot gradbeno podjetje za izvajanje, mislim, da sanacija plazu ali nekaj takšnega je bilo, ne? In potem z referencami oziroma preferencami, ki vam jih je podpisal župan vaše občine, gospod Roman Leljak. Tu se je zataknilo, ko se je ta zadeva preverjala, namreč niste ostali na tem, da vas je gospod Leljak obtožil, da ste ponaredili njegov podpis na referencah, šli ste do grafologov, zadevo poskušali razčistiti in se potem pritožili na podlagi tega na Državno revizijsko komisijo. Prav je tako in tam ste dobili tudi nekako potrditev. Pravzaprav, zakaj gre pri naročilih podjetij, kot je vašo, na javne razpise? Ja, ponavadi je tako, oziroma vedno je tako, da se moramo na vsaki razpis pripraviti. V bistvu v začetku se sprva pregleda, če sploh ustrezamo, če zadostujemo vsem pogojem na javnih razpisih. In če vidimo, da ustrezamo, pol se tudi prijavljamo, ne? In tako je bilo tudi za občino Ljutomer, za sanacijo tega plazu. Smo videli, da ustrezamo vsem pogojem, zato smo se tudi prijavili. Priložili smo tudi referenčna potrdila ustrezna. In ponavadi je tako, mi smo imeli potrdil referenčnih dovolj, ampak smo rekli, nikoli nič ni odveč, pa smo še priložili tudi eno potrjeno referenco iz občine Radenci. In potem se je v bistvu vse skupaj začelo, ne? Ker takrat občine, v tem primeru občina Ljutomer, seveda referenčna potrdila preverja, se pravi pri županih ali pač odvisno, kdo jih je podpisal, ne? In so tako tudi poklicali gospoda Leljaka in preverjali, kako je s to referenco. In na kar je gospod Leljak zatrdil, da te reference nikoli ni podpisal. Tu se je potem začelo, vi niste pač pri tem ostali, namreč imeli ste potrdilo od njega podpisano, to sta dokazala dva grafologa, ki ste jo vi najeli in na podlagi tega, te izjave grafologov, ki sta potrdila, da je podpis gospoda Leljaka verodostojen, ste se potem pritožili na Državno revizijsko komisijo, ki je zopet svoje grafologe v ta primer vzela in tudi ti so potrdili, da je podpis pristen, avtentičen in da v tem primeru nekako, da je župan postavljen na laž. Pri vsej tej zgodbi je seveda zanimivo to, da je sedaj tretji partner, to je občina Ljutomer, izpadla kot žrtev pravzaprav posledično temu, ker so verjeli županu nekako. Vi ste to delo na razpisu dobili in ga tudi zaključili, bili ste najbolj ugoden ponudnik in ste tudi to delo zaključili. Tako, mi smo bili najugodnejši ponudnik, ampak pravim, pri preverjanju te reference se je pol vse skupaj zavleklo, ne? Ker ko gre na Državno revizijsko komisijo, se sigurno zavleče 2-3 mesece, odvisno kakšen je pač potek samega preverjanja in dela, ne? In se je kar zavleklo, ne? In glede na to, da smo pol vseeno, mi smo delo izvedli kak najugodnejši ponudnik in ker smo vsem pogojem tudi ustrezali, smo mogli kar hitro pol dela izvesti, ne? Zaradi tega, ker je tudi občina Ljutomer dobila neka državna sredstva, ne? In zdaj občina Ljutomer je v bistvu, ker so verjeli navedbam Leljaka, je seveda mogla pokriti vse stroške Državne revizijske komisije. V najhujšem primeru pa bi lahko tudi bila obdržavna sredstva za to sanacijo plazu, ne? Ti stroški so v višini 4145 evrov, stroški pravdanja bova rekla, ne? To je občina Ljutomer že tudi poravnala do vas oziroma do Državne revizijske komisije. To se pravi, to je vse urejeno, vi ste končali delo, ampak zanimivo v tej zgodbi pa je vse to, ko se je to začelo, je gospod Leljak tudi
na nek način grozil, naj omaknete vso zadevo in da boste odslej seveda dobili negativni predznak pri vseh javnih razpisih z njegove strani, oziroma naj se ne bi sploh prijavljali na noben javni razpis v občini Radenci. Se vam zdi to korektno? Ne, ni korektno. Ne, sploh pa ne od enega župana, kateri bi verjetno mogel pogledati na svoje podjetnike v občini, ne. In to je bilo tako, v bistvu začelo se z vsem tem, da sem od njega celo prejela SMS z grožnjo, vezano na to referenco za Ljutomer, da se naj umaknemo iz vseh naročil v občini Radenci, drugače nam bo dal negativno referenco in nas bo izločil od občin in države za vsaj 2 leti. No in to je zgodba, ki seveda ta tretji faktor občina Ljutomer, ki seveda bo morala sedaj županja oziroma občinski svet skleniti kaj naprej. Nenazadnje to plačilo stroškov 4145 € je šlo iz občinskega proračuna. Tako. In zdaj je vprašanje seveda, kaj bodo svetniki na seji zahtevali od tega. Ima pa občina Ljutomer seveda v tem primeru, kajti sodba je pravomočna oziroma se je razrešilo, ima seveda vse možnosti, vse vzvode, da občina Ljutomer seveda pritisne kot tako na župana občine Radenci, Leljaka Romana, ki je zavajal zadevo in ga lahko tako potom civilne kot kazenske poti tudi ovadi oziroma pelje do končnega postopka. Točno tako. To bomo videli, če bodo to v občini Ljutomer storili ali bodo to naredili pobot. To je nenazadnje seveda zgodba za kakšno drugo priložnost. Petra Weindorfer, boli pa odnos, ne? Ja, podjetje, sigurno. Ki imate okrog 80 zaposlenih oziroma včasih več, nekaj manj v sezoni, takšnega podjetja bi si vsak županja želel v svoji občini, pa zgleda, da temu ni tako strani gospoda Romana Leljaka. Ne, nikoli ni skušal niti vzpostaviti nekega korektnega odnosa z nami, ker mi smo vseeno dokaj odprto podjetje, mislim, da se z vsemi lahko pogovarjamo o vsem, ampak tu ni kazal nobenega interesa. Še to, kaj delamo, naprimer, še tu ima največji interes in željo, da bi nas izločil, ne. Tako da, ne vem, no. Če se še kje drugje kaj takega podobnega dogaja kot pri nas, no. Zdaj pa ne vem, ali ga ženejo kaki osebni interesi za to, ne vem. V glavnem, jaz sem še vedno mnenja, da takšen človek, kot je on, pohlepen samo s svojimi interesi, ljudi v občini sami razdvaja. Mislim, da si ne zasluži naziva župan in tega stolčka. Kakorkoli že, hvala Petra Weindorfer za tale pogovor na aktualno temo, na zanimivo temo. Zgodba se sicer z vaše strani zaključila, dobili ste neko zadovoljstvo, satisfakcijo, lahko rečemo, in seveda nakazali, da seveda vse, kar je strani župana občine Radenci, gospoda Romana Leljaka, povedano, tudi včasih precej zlagano oziroma neresnično. Hvala za tale pogovor. Hvala vam. Cenjene gledalke in gledalci, današnji dogodki z dogodki iz občine Radenci.